vprašanje. Ja. In sicer vi ste izpostavili, v bistvu, da je bistvo učinkovito upravljanje. Zdaj, v čem glavni problem? V neustreznem menedžmentu, ne vem, kako bi lahko to spremenili, če pravite, da zakonodaja v bistvu že omogoča bolj učinkovito in bolj racionalno uporabo sredstev in razpolaganje z njimi. Jaz sem navedel nekaj pristopov, ki so nas popeljali do poslovne uspešnosti. Verjamem, da smo mi le odsev stanja v drugih zdravstvenih ustanovah. Ne trdim, da vsi ostali delajo slabo. Jaz poznam nekaj odličnih zdravstvenih ustanov, ki delajo nadpoprečno. Na drugi strani pa vsi vemo, da se te anomalije, ki smo mi odpravili, da so prisotne širše in globlje v nekaterih, ki se danes iz leta v leto pojavljajo kot zgubaši in enostavno takrat, ko zmanjka denarja, zahtevajo nov denar. In mi, bo rekel, politika se bo morala enkrat za sebe odločiti, ali naš javni sektor bo vitki, ali bo učinkovit, ali se bo usmeril k uporabnikom, ali pa se bo ukvarjal samim sabo, kot to danes počne. Jaz vem, da je veliko poskusov v tej smeri, tudi veliko dobrih praks. Številni že uporabljajo preverjena orodja kakovosti. Govorimo o ISO standardih, govorimo o EFQM modelu, poslovni odličnosti, Balance Scorecard, tudi bolnišnice uvajajo sisteme kakovosti. Vendar tega je bistveno premalo. Vse preveč se v krizi vsi zatečajo k iskanju novih sredstev, vse premalo pa pregledajo lastno poslovanje. Tukaj bi vendarle pohvalil, neki napori so, tudi na ministrstvih. Jaz sam lahko pohvalim Ministrstvo za javno upravo z preteklih let, ko smo kar veliko naredili kakovosti. Vendar zdaj mislim, da je obdobje, ko bi morali vse to prenesti v zdravstvo in tudi menedžment usposobiti, da bi vedel ta orodja uporabiti, predvsem pa odgovornost vodstva, ne v smislu nekega kaznovanja ali pa karkoli, odgovornost vodstva spodbuditi v smislu zavezanosti k ciljem, k resnemu pristopu, k želji, da bomo res uspeli, da bodo cilji transparentni, merljivi. Jaz enostavno vidim krizo vodenja v zdravstvu, ker veste, vsi ti sistemi, vse te kockice, kar bomo narisali v neki reformi, so lahko same sebi namen, če ne bo nešče resno izvajal tega, kar bi moral narediti. In že obstoječi predpisi omogočajo, to vidimo iz prakse, imamo 8 bolnišnic, ko super delujejo, imamo pa jih, ne vem, 16 ali koliko na drugi strani, ali 18, ki pa so stalni zgubaši. In to v istem sistemu, pod istimi robnimi pogoji. Tako da, jaz bi želel, da se v Sloveniji dobre prakse vodenja razširijo, da se prepoznajo dobre rešitve, da se potem ostalim pomaga, da pričnejo tako delati. In mislim, da je to največja reforma, ki bomo naredili, to je reforma v glavah in premakniti od moram, ker hočem delati v redu, pa dobro. Seveda, tukaj potem ni prostora za te, bo rekel, včasih nesramno visoke cene, za namišljena delovna mesta, za neke nazive, ki nimajo vsebinske podlage pri svojem delu, za neke opise delih nalog, ki so za vse privlečeni zaradi tega, da bomo pač imeli višji količnik. Tu potem prostora za to ni. Na drugi strani pa je prostor za eno resno delo, tudi za nagrajevanje, tudi za neko stimulacijo, če se bo seveda politika tako odločila in vodstvom javnih zavodov dala to možnost, pa tudi ustvarila okolje v smislu podjetizacije javnih zavodov. Se pravi, na eni strani moramo postaviti jasne cilje za uspešnost, odgovornost, na drugi strani pa omogočiti tudi to okolje. Potem pa se bodo zadeve same po sebi prečistile in to, da mi leta in leta živimo ne menjamo pristopa in spremljamo iste napake. Vse, kar je, tako kot
jaz bom res nekako tako rekel, tako se je pred par leti dogajalo v bankah, to se mogoče danes dogaja v zdravstvu in nišče učinkovito ne ukrepa. Prav bomo čez 5 let ugotavljali, da smo vsi to opazovali, niso pa naredili nič. In danes je trenutek v zdravstvu, ko še se zadeve dajo spremeniti, da ne bomo pregloboko zašli.